Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici, ki jo poklanjam tudi malce starejšim, bomo spoznali, kako lahko ljubezen izrazimo na poseben način. Namreč odšli bomo v deželo, v kateri moraš besede, preden jih izgovoriš, kupiti. Ja, zelo srčna pravljica je pred nami, zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Dežela velike tovarne besed. Nekje daleč je dežela, kjer ljudje le redko govorijo. To je dežela velike tovarne besed. V tej čudni deželi moraš besede kupiti, da pa jih lahko izgovoriš, jih moraš pogoltniti. Velika tovarna besed neumorno tiska besede noč in dan. Stroji ves čas ropotajo in iz njih se vijajo trakovi neštetih besed vseh vrst in oblik. V tej nenavadni deželi je govoriti drago. Nekatere besede so več vredne od drugih. Privoščijo in izgovorijo jih lahko le redki premožni prebivalci. Revni ljudje pa morajo včasih prebrskati celo smeti. Vendar nemarno odvržene besede niso kaj prida. Marsikdaj se med smetmi najde kakšna kot kravjak ali konjska figa. V času razprodaj lahko besede kupiš po znižani ceni in dobiš jih zares ugodno. A kaj, ko je veliko takih, ki so popolnoma neuporabne? Le kaj lahko poveš z besedo trebuhljač ali filodendron? Sem in tja kakšno besedo odpihne veter. Takrat otroci hitro skočijo po mreže za metulje in jih lovijo. Zelo ponosni so, če lahko staršem povedo besedo ali dve. Filip je tokrat v svojo mrežo ulovil 3 besede, a jih danes ne bo izrekel. Prihranil jih bo za nekoga prav posebnega. Jutri je namreč Sarin rojstni dan in Filip jo ima zelo rad. Želel bi ji reči, rad te imam, pa nima dovolj denarja. Zato ji bo povedal kar tiste 3 besede, ki jih je ulovil: češnja, prah, stol. Sara je njegova soseda. Filip pritisne na zvonec. Ko odpre vrata, se deček le nasmehne, saj ne more pozdraviti. Živjo, kako si kaj? Ker nima toliko besed. Sara mu nasmeh vrne. Zelo lepa je v češnjevo rdeči oblekici. Za njo stoji Oskar in Filip Oskarja ne mara. Njegovi starši so prav nesramno bogati. A to ni razlog za Filipovo sovraštvo. Oskar se ne smeji. On govori s Saro. Ljubim te z vsem srcem, draga Sara. Ko odrasteva, vem, da se bova poročila. Ojoj, v tem stavku je toliko bogatstva. Filip je obupan.
Oskarjeve oči kar žarijo od samozavesti, Sara pa se še naprej smehlja. A Filip ne ve komu. Deček pomisli. Moje besede so tako preproste. Vendar zbere pogum, globoko vdihne in začuti vso ljubezen, ki jo nosi v srcu. Nato dahne ulovljene besede, ki zaplavajo k Sari kot mavrični metulji v letu. Češnja, prah, stol. Nasmeh na Sarinem obrazu izgine in začudeno ga pogleda. Zdi se, kot bi ostala brez besed. Nato se mu počasi približa in ga plaho poljubi na lice. Ubogemu Filipu je ostala le še ena samcata besedica. Nekoč jo je našel v smeteh med kravjaki in konjskimi figami. Njegova najljubša beseda je in hranil jo je prav za posebno priložnost. In danes je ta dan. Nežno pogleda Saro v oči in reče: še. Nedvomno pravljica, ki seže v srce. Kaj ne? Namreč besede, ki jih povemo iz srca, povedo mnogo več, kot je njihov pomen. Dotaknejo se naših src. In bogat je tisti, ki ima širok besedni zaklad. In ravno zato sta branje in poslušanje tista, ki nas bogatita. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še slovenski pravljici z naslovom Šivalnica besed, v kateri boste spoznali, kakšno moč imajo besede. Ali pa prisluhnite pravljici z naslovom Žal mi je, v kateri boste spoznali najboljša prijatelja, ki sta se sprla. Ako sta se iskreno in srčno opravičila drug drugemu, je bilo ponovno vse v najlepšem redu. Otroci, uživajte, lepo se imejte, bodite srčni in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Ja, bravo, Filip. Čudovita pravljica, res. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Sofiji in Zoji, ki zelo radi prisluhneta pravljicam. Včasih so pravljice njuna popotnica tudi kar med vožnjo v avtu. Hvala. Sofija in Zoja bi želeli prisluhniti simpatični pravljici, v kateri bo knjižni junak spoznal moč besed ter moč prijaznosti, ki lahko marsikomu spremeni ter polepša življenje. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Sofije in Zoje z naslovom Pismo. Nekega dne je veter našel pismo. Poštar, ki ga je močan naliv, ga je izgubil, ne da bi to sploh opazil. Pismo je obležalo v luži. Voda je razmazala črke na kuverti, da je bilo nemogoče razbrati, kdo je pismo poslal in komu je bilo namenjeno. Veter, ne bodi len, je kuverto odprl in pismo prebral. Kako lepo pismo! V njem je pisalo le:
všeč si mi. Pismo je tako lepo, si je rekel veter, da bi bilo resnično škoda, če ne bi prišlo do svojega naslovnika, kdorkoli že je. Odločil se je, da ga bo odpihnil v zrak, da bo pismo samo našlo svoj cilj. Dvignil ga je visoko, vse do neba, nato pa ga je spustil. Pismo je nekaj časa plavalo po zraku, nato pa pristalo na strehi gospoda Mačkuna, se pritihotapilo skozi dimnik in pristalo na glavi mačka, ki je v tistem trenutku dremal na slanjaču. Gospod Mačkun je bil zelo čist in urejen gospod. Živel je v prijetni in udobni hiši, ki bi bila gotovo všeč vsakemu prijatelju in gostu. Toda gospod Mačkun je bil pust in trmast. Nobenega prijatelja ni imel. Obiskov ni prenašal, še poštarju ni odprl vrat. Bolje je biti sam kot v slabi družbi. Je gotrnjal sam sebi v tolažbo, ko se je počutil osamljenega, kar ni bilo redko. Ko pa je gospod Mačkun pismo prebral, čeprav še sam ni vedel, zakaj, se je močno razveselil. Nekomu sem všeč, si je rekel in kar žarel od sreče. In odločil se je, da bo odkril, kdo mu je poslal skrivnostno pismo, ki mu je prineslo tolikšno veselje. Brez pomišljanja in omahovanja se je odpravil ven, da bi našel neznanega pošiljatelja. Na ulici je srečal gospo Gosko, ki je bila s težko košaro namenjena na kmetijo. Kaj pa, če je ona? Se je vprašal maček. Misel mu je vlila pogum, da ji je ponudil pomoč, ter ji preostanek poti nesel v košaro. Nepričakovana prijaznost gospoda Mačkuna je gospo Gosko tako presenetila, da je ostala brez besed. Ga, je živčno zagagala in odcapljala, ne da bi se gospodu Mačkunu zahvalila za pomoč. Gospoda Mačkuna je to malce potrlo, toda kmalu je srečal gospo Kokoško, ki se je trudila varno rešiti enega od svojih piščančkov z najvišje veje na drevesu. Kaj pa, če je ona? Se je vprašal maček. Opogumljen je ponudil svojo pomoč, splezal na drevo in malčka previdno prinesel na tla. Ko? Kokoška je bila tako jezna na svoje nagajivo pišče, da je poredneža zgrabila za krilce in odvlekla proč, ne da bi se gospodu Mačkunu sploh zahvalila za pomoč. Potrto je gospod Mačkun nadaljeval sprehod in kmalu srečal gospoda ovčarja, ki se je zaman trudil, da bi vžgal svoj motor. Kaj pa, če je on napisal pismo? Se je vprašal maček. Ponovno je zbral pogum in gospodu ovčarju ponudil pomoč. Z vso močjo je potiskal motor, na katerega se je usedel veliki ovčar, dokler motor ni zaropotal in začel teči. Hov, se je razveselil ovčar in zadovoljno odhrumel po poti, ne da bi se gospodu Mačkunu zahvalil. Gospoda Mačkuna je to tako potrlo, da mu je postalo žal, da se je sploh trudil. Razočaran se je odpravil proti domu. Ko pa je prišel do doma, ni mogel verjeti svojim očem. Pred vrati so ga čakali gospa Goska s sveže pečenim pecivom, gospa Kokoška s košarico pravkar obranega sadja in gospod ovčar z vrčkom svežega mleka. Nekaj smo ti prinesli v zahvalo za tvojo prijaznost. In prvikrat je gospod Mačkun začutil, kaj pomeni, če te ima nekdo rad. Zato se je odločil, da bo odprl vrata svojega doma in vam povabil svoje prijateljice in prijatelje. Gotovo pa se sprašujete,
In kaj se je zgodilo s pismom? Skozi odprta vrata je zapihal veter in odpihnil pismo visoko, visoko v zrak, vse do neba, od tam pa... Ja. In zagotovo je pismo našel nekdo, ki prav tako kot današnji knjižni junak gospod Mačkon potrebuje prijazne besede. In tako je naš Mačkon med iskanjem odkril moč prijaznosti ter spoznanje, da le nekaj preprostih besed lahko polepša življenje nekomu. Zelo navdihujoča pravljica. Sofija in Zoja, najlepša hvala za čudovito pravljično željo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še zimski pravljici z naslovom Šivalnica besed, v kateri boste prav tako spoznali muco Mijo, ki je šivala besede. In knjižna junakinja Lisica je kmalu spoznala, kakšno moč imajo napisane besede. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, da ne pozabite na lepe besede, s katerimi lahko ogrejete srca. Prijeten pozdravček Sofiji in Zoji, ter pa seveda vsem poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Pošiljam vam en pisemski pozdravček. Čau, čau. Pa res simpatična pravljica. Bravo, gospod Mačkon. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji čudoviti pravljici bomo spoznali, kakšen pomen in kakšno moč imajo besede, ki jih izrečemo ali zapišemo. Knjižna junakinja Lisica pa bo na lastni koži doživela, kaj pomeni star pregovor: kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Najbolje, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, ki jo je napisala Mojceja Bonte z naslovom Šivalnica besed. Nekega zgodnjega zimskega dne je v hišico v gozdu prišla mačka Mija. Na vrata je z velikimi črkami napisala Šivalnica besed. Tako je vsakdo vedel, da ne šiva oblek, ampak samo besede. Na moj plašček zaši besede, rada te imam, je prosila veverica, ki je bila zaljubljena v veverička sosednjega drevesa, pa mu tega ni upala povedati. Prav, se je strinjala mačka Mija in se nasmehnila. Vedela je namreč, kakšen učinek bodo imele zašite besede. Meni pa na volnen pulover zaši besedi delim objeme, je rekla zajčica Zala, ki je zelo pogrešala svojo prijateljico, ki se je preselila drugam. Tudi lisica je izvedela za šivalnico besed, zato je pohitela s svojim naročilom. Na moj rdeč svilen šal napiši vabim te na gostijo, je rekla in se zahihitala. Upala je, da bo tako prišla do okusnega zajtrka, kosila ali večerje. Le čemu bi po gozdu tekala za hrano, če pa lahko hrana pride k njej. Mačka Mija, ki je za ta dan sprejela še eno njeno naročilo, je malce pomislila, potem pa vprašala. Si prepričana, da želiš na svoj šal zašiti prav te besede? Seveda, je navdušeno pritrdila lisica in se obliznila okrog ust.
To je ravno pravšnji napis. Vedela je, da v gozdu že primanjkuje hrane, njena shramba pa je bila napolnjena le do polovice. Po zimi zagotovo ne bo sita, če bo jedla le to, kar je bilo v njej. Potrebovala bo kakšen obilnejši obrok. Prav vse živali, razen medveda, ki je že legel k zimskemu spanju, bo zlahka zvabila v dobro premišljeno past. Kakor želiš, je rekla mačka Mija in sprejela lisičin šal. Naslednji dan so veverica, zajčica in lisica prišle po naročeno. Mačka Mija je res mojstrsko zašila besede na njihova oblačila in veverica si je hitro oblekla plašček z napisom Rada te imam. Tudi zajčica Zala si je oblekla volnen pulover z napisom Delim objeme. Lisica pa si je okrog vratu ovila šal z napisom Vabim te na gostijo. Besede imajo veliko moč, jim je v slovo rekla mačka Mija, potem pa se je lotila novih naročil. Veverica, zajčica in lisica so se odpravile proti domu. Tudi jaz te imam rad, je veverici zaklical jazbec. Veverica ga je presenečeno pogledala, saj tega od jazbeca ni pričakovala. Tudi jaz te imam rad, ji je rekel jež, ki je ravno pokukal iz zakupa odpadlega listja. Tudi jaz te imam rad, ji je končno rekel veveriček s sosednjega drevesa. Neverjetno, je bila presrečna veverica. Kaj zmore nekaj zašitih besed? Nujno potrebujem tvoj objem, se je zajčica razveselil polh, ki mu je neurje razdajalo dom. Zajčica ga je močno objela in se pri tem tudi sama fantastično počutila. Kakšna sreča, je rekel dihur, ko jo je zagledal in iztekel objem. Celo volk, ki je bil ta dan strašansko slabe volje, ker njegova shramba še vedno ni bila polna, jo je prosil, da ga objame. Zajčica je bila presrečna, saj zašite besede niso polepšale dneva samo njej, ampak tudi vsem, s katerimi je objeme delila. Tudi lisica je s svojim šalom, na katerem so bile zašite besede Vabim te na gostijo, poskrbela, da ni ostala neopažena. Sova, sraka, polh, jež, veverica, zajec in volk so njen šal že zdavnaj opazili. A čeprav so se jim ob pogledu na zašite besede pocedile sline, si k lisici niso upali. Lisica ne bi bila lisica, če ne bi česa prikrivala, jih je svarila sova. Ne zaupa mi, je sovi pritrdil polh. Bolj je lačen kot mrtev, pa je rekel zajec. Živali so dolgo in glasno razpravljale o lisici in njenem povabilu na gostijo, zato so govorice prišle na uho tudi medvedu, ki se je v topli zimski pižami ravno pogreznil v svojo mehko posteljo. A ker se ni najedel toliko, kot bi si želel, zimski spanec kar ni in ni hotel priti. Morda mi bo obisk pri lisici pomagal zaspati, si je mislil medved in se skobacal iz tople postelje. Potem je prečkal lesen mostiček čez zamrznjen potoček in potrkal pri lisici. Kaj pa ti tukaj? Se je prestrašila lisica, ko ga je zagledala. Prišel sem na gostijo, je rekel medved in povlekel za njen šal, na katerem je imela zašite besede Vabim te na gostijo. Lisici je ob medvedovem prijemu tako stisnilo vrat, da je komaj lovila sapo, zato je hitro pokimala. Ko jo je medved izpustil, je iz svoje shrambe začela nositi vse, kar je imela v njej, da bi ga le pogostila. In tako se je zgodilo. Lisica je zaradi zašitih besed komaj preživela zimo. Besede imajo veliko moč, jo je spomnila mačka Mija,
ko se je lisica znebila šala in vsa sestradana spet potrkala na njena vrata. Ja, pa še res je. Poglejte. Besede imajo ogromno moč. Seveda pa lahko v drugih izzovejo tako pozitivna kot tudi negativna občutja. Zato moramo biti spoštljivi pri komunikaciji tako z drugimi otroki, kot tudi z odraslimi osebami. Res izjemno poučna pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Zajčkova hišica, ki je prav tako nastala izpod peresa slovenske pisateljice Anje Štefan, v kateri boste spoznali lisico, ki je z lažmi želela priti do nove hišice. A naj vam prišepnem, da njen zviti plan ni uspel tako, kot si je zamislila. Otroci, uživajte, lepo se imejte, bodite spoštljivi, ter se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Ja, še kako res je, ne? Besede. Bravo, muca Mija, za tako odlično idejo. Super. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Z današnjo čudovito pravljico bomo obiskali vasico pri Starem Štoru, kjer živijo številne živali in tudi prav poseben, malce drugačen pes. Namreč s svojimi besedami vse prepogosto reče kaj, kar druge živali prizadene, ter zaboli pri srcu. V tej zgodbi bomo spoznali, kaj se zgodi, ko se mu nekdo prvič ne umakne, ampak ga prijazno pogleda v oči ter nagovori z lepimi besedami. Zanimivo, kaj ne? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čarobni pravljici z naslovom Lepa beseda. Nekoč, že dolgo tega, so v prelepi vasici pri Starem Štoru živele prijazne ter delovne živali. Srne so skrbele za cvetlične vrtove, zajčki so pekli dišeče korenčkove kolačke, medvedki so varovali gozdne poti in zbirali med za prav vse vaščane. Ne boste verjeli, lisice so bile prave umetnice. Najraje so slikale s cvetnim prahom in prirejale umetniške razstave. Številne čebelje družine so skrbno opraševale drevesa, sadovnjake in gozdne robove. Najstarejša prebivalka vasi, sova, pa je zvečer pela uspavanke in bdela nad mirom v vasi. Med vaščani pa je v malce zanemarjenem domu živel pes Bruno. Najraje je postopal po vasi in precej nesramno ogovarjal ostale vaščane. Njegove besede so marsikoga užalile, ter ga tudi prizadele. Ko je nekoč mimo priskakljala zajčica Bela, je Bruno namesto pozdrava rekel: Spet si vsa razkuštrana. Tvoja frizura izgleda kot sračje gnezdo. Je v smehu dejal. Bela je zardela, se hitro obrnila in s povešenimi ušesi stekla nazaj v svoj brlog. Bruno pa se je še naprej smejal na ves glas. Uboga zajčica, so pomislili vaščani, a nihče ni storil prav ničesar. Vsak se je le vrnil k svojemu opravilu. Na čudovito sobotno dopoldne je Bruno srečal metuljčico Megi ter nesramno pripomnil: Važička,
Tvoje barve me tako bodejo v oči, da bi potreboval sončna očala. Maggie je zatrepetala z nežnimi krili, želela nekaj reči, a je njene nežne besede odnesel veter. Nato pa je s solzami v očeh odletela v senco cvetoče jablane in neutrudno jokala. Nekoč je čebelar, medvedek Medo, s košaro medu stopil mimo Bruna, ta pa mu je zabrusil. Te tvoje čebele so tako glasne. V ušesih nenehno slišim njihovo nadležno brenčanje. Saj ne morem niti razmišljati od tolikšnega hrupa. Medo je ostal brez besed. Sklonjeno glavo je tiho odkorakal proti svojemu brlogu. Vaščani so znova slišali Brunove nesramne besede. A tudi tokrat se ni nihče opogumil in stopil medvedu Medo v bran. In ko je stara sova ob čudovitem sončnem zahodu pela svojo večerno uspavanko, je Bruno glasno zagotrnjal. Če bi tvoje petje slišal kamen, bi se razpočil od obupa. Sova je želela nekaj reči, a njen čudoviti glas je kar izginil. Žalostnim pogledom je zaprla kljun in se odpravila proti svojemu domu. Vaščani so se Bruna izogibali, ter se mu vedno znova umikali. Nihče namreč ni zbral vsaj kanček poguma in mu odkrito povedal, kako zelo njegove besede bolijo in puščajo žalostne sledi. Nekateri vaščani so ga tiho ugovarjali, drugi pa so se raje skrili za najbližji grm, kot da bi tvegali nov spodljaj. A nekega dne je v vasico prišla čudovita ter prijazna muca Liza. Njena dolga, gosta dlaka se je bleščala kot zvezdni prah. Njena eleganca pa je zanetila iskrico v srcu vaščanov, vsi so se obračali za njo. Prav vsi vaščani so jo občudovali. No, skoraj vsi. In ko sta se muca Liza in pes Bruno prvič srečala, je pes grdo zabrusil. Izgledaš, kot da bi se posula z bleščicami in pri tem zelo pretiravala. A Liza se ni niti zdrznila. Prijazno ga je pogledala v oči in rekla: Najlepša hvala za opasko. Kako lepo, da imaš tako oster pogled. A meni so bolj všeč prijetne misli kot ostre besede. Kaj pa tebi polepša dan? Bruno je začudeno pogledal in dodal: Ne nakladaj, da o tvojem načičkanem krilcu sploh ne govorim. Spominja me na kup zmečkanega listja. Liza je mirno nadaljevala. Hvala, zelo zanimiva primerjava. Mimogrede, te lahko povabim na skodelico toplega mleka z vaniljo? Jaz ga naravnost obožujem, saj se že v prvem požirku znova počutim umirjeno. Greva? Bruno je zarenčal. Utihni že, tvoj glas zveni, kot da bi si star maček brusil kremplje po steklu. Lize besede niso vznemirile. Z nežnim glasom je rekla: Veš, včasih tisti, ki grdo govorijo, nosijo v sebi kaj težkega. Jaz pa verjamem, da imaš tudi ti kaj lepega v sebi. Morda nekaj, kar si že dolgo nisi upal povedati. Kaj pa, če bi danes nekomu polepšal dan? Bruno je začudeno pogledal Lizo in pri tem začutil nelagodje. Naslednji hip pa je otrpnil. Zamislil se je. Prav nihče mu še ni namenil tako prijaznih besed. Še nihče ga ni nagovoril tako lepo. Ne s strahom, ne z jezo, temveč s prijaznostjo. Jaz ne vem, je zamrmral Bruno. Liza ga je znova prijazno povabila na skodelico toplega mleka z vaniljo ter prijeten pogovor.
No, mogoče bi si pa res lahko vzel nekaj minut časa, je nekoliko zmedeno dejal Bruno. Liza ga je pogledala v oči ter se nežno nasmehnila. Odlično. Predlagam, da se sprehodiva do kavarne pri Zlatem srcu. Pojdiva. In tako sta se Bruno in Liza sprehodila po vasi, obdana z lepimi besedami ter mislimi. Vaščani so osuplo opazovali prizor. Bruno, ki se prav nikoli ni iskreno nasmehnil ali koga prijazno govoril, se je po vasi sprehajal z muco Lizo, se nežno smehljal in v njegovih očeh se je iskrila lepota. Lepota, ki jo je vedno znova skrival. Izgledal je drugačen. Kot v pravljici so iz oblakov posijali topli sončni žarki, obsijali vasico pri starem štoru, lahen vetrič pa je prinesel upanje. Upanje na brezskrbne ter predvsem prijetne dni. In tako je tudi bilo. Lepe, prijazne besede so v vasico prinesle umirjenost ter čarobnost, česa ni uspela doseči nobena graja ali zbadljivka. Prinesle so korenite spremembe, ki so še bolj povezale vaščane ter jim omogočile umirjeno življenje. Bruno se je vsakemu, ki ga je prizadel, opravičil, kljub temu pa še ni postal popoln. Kdaj pa kdaj je v šali še vedno izrekel kakšno zbadljivko. A dnevi so minevali in življenje je postalo prijetno, polno upanja, kar je opazil ter občutil tudi Bruno. In Bruno je sčasoma znal tudi sam prisluhniti, se nasmehniti in celo pohvaliti. In tako je vasica pri starem štoru zares zažarela. Ne le zaradi cvetočih dreves in skrbnih vaščanov, ampak tudi zato, ker je v njej zares zaživela stara modrost, ki pravi: lepa beseda, lepo mesto najde. Ja. Pa še kako se strinjam s pregovorjem: lepa beseda, lepo mesto najde. Bravo, Liza, za pogum ter vztrajnost. Naučila si nas, da s prijaznimi besedami dosežemo mnogo več kot pa z grajo. In zagotovo lahko lepe besede polepšajo dan ter spremenijo srce, kar smo spoznali v današnji pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici z naslovom Pokloni, prijaznost in žarek luči. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabite na lepe ter prijazne besede. Pravličen pozdravček prav vsem. Čau, čau. Bravo, Liza. Super pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo zelo zanimivo pravljico poklanjam zvestemu poslušalcu pravljic v mojem knjižnem kotičku. Ste že kdaj pomislili, kako bi bilo, če bi knjige zares oživele? Če bi iz njih skočila pravljična bitja in nas obkrožala z vseh strani. Natanko to se je zgodilo deklici, ki ni marala knjig. Pravzaprav sploh ni vedela, zakaj jih ne mara, saj jih ni nikoli brala. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Deklica, ki je sovražila knjige.
Nekoč je živela deklica z imenom Mina. Ko bi besedo poiskali v knjigi, bi odkrili, da v starodavnem jeziku sanskrt njeno ime pomeni riba. Ampak Mina tega ni vedela, saj ni v knjigah nikoli ničesar iskala. Sovražila je branje in sovražila je knjige. Vedno in vsepovsod so na poti, je govorila. Temu bi lahko samo pritrdili, kajti pri njej doma so bile knjige vsepovsod. Ne samo na knjižnih policah in nočnih omaricah, kjer jih ponavadi najdemo. Knjige so bile na najbolj neobičajnih mestih, kamor gotovo ne sodijo. Knjige so bile po toaletnih mizicah, komodah, predaljih, skrinjah, kuhinjskih omarah in celo v omarah za obleko. Kupi knjig so bili na posteljah, pod njimi so se šibili stoli. Knjige so se grmadile po stopnicah, z njimi je bil natrpan kamin. Temu ni bilo videti konca. Mama in očka sta knjige vztrajno prinašala domov. Knjige in spet knjige. Knjige sta kar naprej kupovala. Knjige sta si izposojala. Knjige sta naročala iz kataloga. Brala sta pri zajtrku, brala sta pri kosilu in brala sta pri večerji. Kadar pa sta vprašala Mino, ali bi želela kaj prebrati, je zacepetala in zavpila: "Sovražim knjige!" Na vsem svetu je bil verjetno samo še nekdo, ki so mu bile knjige bolj odvratne kot Mini. In to je bil njen muc Max. Ko je bil še ljubka kepica, mu je na rep padel ogromen atlas. Od tedaj je minilo mnogo dni. Toda konica repa mu je ostala ukrivljena kot žica za čiščenje pipe. Vse od takrat si je prizadeval in pazil, da so bile knjige pod njim in ne nad njim. Nekega jutra, potem ko je Mina najprej iz umivalnika zložila vse knjige, da si je lahko ščetkala zobe, je šla v kuhinjo pripraviti zajtrk zase in za Maxa. Splezala je na skladovnico enciklopedij, da je prišla do kosmičev. Nato je odprla hladilnik. Morala je prestaviti kup revi, da je lahko vzela mleko. Nalila ga je zase in za Maxa. "Max," je poklicala. "Zajtrk je pripravljen." Ampak Maxa ni bilo od nikoder. Poskusila je še enkrat. "Max," je zaklicala. "Zajtrk je na mizi." Muc pa kot da ne sliši. Le kje bi lahko bil, je ugibala. Pogledala je v banjo in za sušilnim strojem. Pogledala je pod stopnicami. Ozrla se je na steno, ali morda čepi na uri. Toda povsod je videla knjige in spet knjige, Maxa pa ni našla. Naenkrat je zaslišala glasen mjav. Stekla je v dnevno sobo. Zagledala je muca, kako nemočen čepi na najvišji skladovnici knjig v hiši. Ena na drugi so se kopičile vse knjige, ki sta jih starša vztrajno kupovala dan za dnem, ona pa se je vztrajno branila, da bi jih brala. Čisto na dnu so bile velike sijoče slikanice iz časov, ko je bila še malčica. V sredini so bili abecedniki in knjige z otroškimi pesmicami. Na vrhu, tik pod stropom, pa so bile zbirke pravljic in knjige napetih pustolovskih zgodb. Na vseh pa se je nabiral prah. "Nič ne skrbi, Max," mu je zaklicala Mina. "Rešila te bom." Začela je plezati po skladovnici knjig. Sprva ji to ni delalo težav, saj imajo slikanice trde platnice. Počutila se je, kot da se vzpenja po stopnicah. Ko pa je prilezla do knjig z mehkimi platnicami, je spodrsnilo na knjigi pesmi. Izgubila je ravnotežje in zgrmela po kupu navzdol. Tresk! Knjige so se razletele na vse strani. Platnice so na široko zaplahutale, listi so zašušteli in knjige so vihraje popadale po tleh.
Ko pa so široko razprte obležale, so se začele dogajati nenavadne stvari. S popisanih listov so se usule osebe in živali. Padale so druga na drugo, prekopicavale so se po tleh, da so knjige frčale in so se stoli prevračali. Bili so kraljeviči in kraljične. Bile so pravlične vile in začarane žabe. Pa še volk in 3 prašički in učeni gozdni škratek. Tu so bili škrlatna žirafa in mama gostka s svojim debelinkom, ki je z velike višine treščil na tla, da mu je počil trebušček. Prihajali so sloni, cesarji in avstralski jemuji, palčki in pisana druščina razposajenih opic, ki so uganjale norčije. Toda največ je bilo zajčkov, ki so se trumoma usipali iz knjig. Ni manjkalo ne gozdnih zajčkov, ne belih, ne takih s klobuki. Sredi direndaje je sedela Mina, utrpla od osuplosti. Mislila sem, da v knjigah samevajo besede, ne pa da se v njih prekopicujejo zajčki, je rekla, ko je k njej iz knjige priskakljalo še 6 dolgouščkov. Saj to sploh ni bila več jedilnica. Na mizici je slon plesal na eni nogi in žongliral z dragocenimi porcelanastimi krožniki. Opice so potrgale zavese in jih spremenile v ogrinjala. Zajčki pa so si brusili zobke na nogah mize. Nehajte, je zakričala Mina. Spravite se nazaj. Toda lajanje, kruljenje, ropotanje in štorkljanje je bilo tako hrupno, da je preglasila vsako njeno besedo. Pograbila je najbližjega zajčka in ga poskušala stlačiti nazaj v kuharsko knjigo. Na smrt se je prestrašil, izvil se je Mini iz rok ter zbežal. Odprla je drugo knjigo. Iz nje so sfrfotale 4 račke. Hitro jo je s treskom zaprla. Tako ne bo šlo, je uvidela Mina. Ne vem, kdo je doma v kateri knjigi. Nekaj hipov je premišljala. Že vem, se je odločila. Šla bom k vsakemu in ga vprašala, v katero knjigo sodi. Najprej se je obrnila na neko čudno bitje, ki ga sploh ni poznala. Kdo si ti? Ga je vprašala. A kot antilopa, je žival jezno odvrnila in odpeketala iskat svoj abecednik. Pod jedilno mizo je našla volka, ki je komaj zadrževal jok. Ne morem se spomniti, ali sem iz rdeče kapice ali iz 3 prašičkov, je tarnal in si brisal moker smrček na mizni prt. Ampak Mina je bila nemočna, saj ni še nikdar prebrala ne rdeče kapice, ne 3 prašičkov. Potem pa se je domislila. Vzela je najbližjo knjigo in začela brati na glas. Nekoč v davnih časih, je začela Mina, za 9 gorami in 9 vodami. Počasi so pravlična bitja nehala skakati, tuliti, žlobodrati, klepetati. Lezla so vse bližje in bližje, da bi slišala, kaj se bo zgodilo. Kmalu so vsi sedeli v krogu okrog Mine in poslušali njeno glasno branje. Ko je prebrala prvo stran in začela na vrhu druge, so prašički v krogu poskočili. To smo mi, so zavpili. To je naša stran, to je naša knjiga. Skočili so iz kroga, se pogreznili v njeno naročje in se izgubili v knjigi. Mina jo je hitro s ploskom zaprla, še preden bi utegnili ponovno pokukati iz nje. Pograbila je drugo zgodbo. Po vrsti je prebirala vse svoje knjige in drugo za drugim so bitja ugotovila, kje so doma. Nazadnje je v sobi ostal samo droben zajček v modrem plaščku. Mina je počasi vzela v roke knjigo.
Bila je zgodba o Petru zajcu. Mogoče pa lahko tega zajčka obdržim pri sebi, je pomislila. Stožilo se je po družbi, sedaj ko so vsi odšli in se vrnili v svoje knjige. Toda drobni zajček je stal pred njo. Nemirno je trzal svojim mehkim smrčkom ter se živčno prestopal z noge na nogo. Neučakano je hrepenel po svojem domu. Tako je Mina z globokim vzdihom odprla zadnjo knjigo. Zajček je skočil vanjo, samo za hip se je zabliskal njegov bel svile in repek in že ga ni bilo več. V hiši je nastala tišina. Max je sedel na knjigah in si umival smrček. Mina je zavzdihnila. Nikdar več ne bom videla teh zajčkov, je zastokala. Potem pa je opazila, da so knjige še vedno tu, še vedno ležijo okrog nje. Na obraz se je prikradal nasmeh. Ko sta tisto popoldne mama in očka prišla domov, nista mogla verjeti svojim očem. Nista pogrešala zaves na oknih. Ni ju motila vse naokrog razmetana razbita posoda. Niti jo niso razjezile obglodane noge mize. Saj je tu, sredi sobe, sedela Mina in brala je knjigo. Ja? Bravo, Mina. Sedaj se je pričela tvoja pravljična dogodivščina. Ja. Knjige so kot ključi, ki odpirajo vrata v svet domišljije in znanja. Včasih se moramo le opogumiti, odpreti knjige in dovoliti besedam, da nas popeljejo na to čarobno popotovanje. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom O volku, ki je iskal pravljico, prav tako kot junaki današnje pravljice. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, naj knjige bogatijo vaša življenja ter vas popeljejo v čarobni svet. Prijeten pozdravček prav vsem, ki tako radi prisluhnete pravljičnemu svetu v mojem knjižnem kotičku. Pošiljam vam knjižni pozdravček. Čau, čau! Bravo, Mina. Ja, v knjigah se marsikdo skriva. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam vsem otrokom, ki se včasih počutite drugačne, in vsem, ki z odprtim srcem sprejemate svet okoli sebe. V današnji zgodbi bomo spoznali Tomaža, prijaznega dečka, ki ima s svojo mlajšo sestro Aniko prav posebno vez. Namreč Anika je gluha, ne sliši. Zato se s Tomažem pogovarjata drugače. Z rokami, z obraznimi izrazi, s čustvi. Njuna zgodba nas bo naučila, kako pomembno je, da spoštujemo in razumemo drug drugega, tudi če ne govorimo na enak način. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi, ki jo je izdala založba Petka, nastala pa je izpod peresa avtorice Sare Irman Kolar z naslovom Anika govori drugače. Tomaž živi v malem mestu. Je prijazen in vesel deček.
Rad hodi v šolo in se druži s prijatelji. Tomaž ima skrivnost. Tomaž ima mlajšo sestro Aniko. Anika je gluha in ne sliši. Vsak dan se pogovarjata z rokami. To je bil njun skrivni jezik. Pripovedovala sta zgodbe in šale. Bila sta vesela. Tomaž in Anika sta šla iz šole. Videli so jo Tomaževi sošolci. Niso razumeli, kaj delata. Na glas so se smejali in jo posnemali. Kaj počneta? Čudna sta. Ne znata govoriti. Tomaževa prijateljica Ema je vprašala: Kaj počneta z Aniko? Videti je kot skrivni jezik. Tomaž je odgovoril: Anika je gluha in ne sliši. Pogovarjava se v znakovnem jeziku. Znakovni jezik je jezik gluhih. Ema je bila presenečena. Želela je izvedeti več. Tomaž jo je naučil nekaj kreten. Ema je pozdravila Aniko v znakovnem jeziku. Anika se je nasmehnila in pozdravila nazaj. Pokazala je še nekaj, toda Ema ni razumela. Jaz, meni, všeč tvoja majica. Ema je naslednji dan znakovni jezik pokazala prijateljem. Povedala je, da Anika ne sliši, zato se pogovarja s kretnjami. Tomaževi sošolci so bili navdušeni. Bilo jim je žal, da so se norčevali. Oprosti. Sošolci so se naučili znakovnega jezika. Učili so tudi starše in prijatelje. Izvedeli so, da v mestu živi več gluhih ljudi. Znakovni jezik je povezal ljudi v malem mestu. Tomaž, Anika in njuni prijatelji so bili tistega dne bogatejši za zelo pomembno spoznanje. Drugačnost je nekaj, kar je treba spoštovati, ne pa je skrivati in se iz nje norčevati. Naučili so se, da lahko tudi v medsebojnih razlikah najdemo lepoto in povezanost. Odslej se bomo vsi znali pravilno pogovarjati z gluhimi osebami. Če želimo, da nas opazijo, pomahamo ali jih tapnemo po rami. Obrnjeni smo proti njim. Ne zakrivamo obraza in ust. Govorimo počasi in razločno. Tvorimo kratke in preproste povedi. Smo potrpežljivi in večkrat ponovimo poved, če je gluhi ne razumejo. Kako čudovita in pomembna zgodba. Tomaž in Anika sta nas naučila, da ni nič narobe, če kdo govori drugače. Tudi Tomaževi prijatelji so jo najprej čudno gledali. A ko so spoznali Aniko in njen svet, so se začeli učiti, ne le jezika, ampak tudi razumevanja, spoštovanja in prijateljstva.
Dragi otroci, včasih se ustrašimo tistega, česar ne poznamo. Ako si vzamemo čas in pogledamo s srcem, ugotovimo, da nas drugačnost ne ločuje, ampak povezuje. Ob koncu slikanice pa si lahko ogledate še nekaj zelo uporabnih kretenj in preko aplikacije spoznate slovar slovenskega znakovnega jezika. Otroci, v mojem knjižnem kotičku vas čakajo še 3 zgodbe o knjižnem junaku Ježku Snežku, ki so prav tako podprte znakovnim jezikom. Prijazno vabljeni k poslušanju. In ne pozabite, najlepše besede so včasih izrečene brez glasu, z veliko mero topline. Prijazen znakovni pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja, odlična slikanica. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi današnja pravljica bo pravljica presenečenja. Namreč danes, v soboto 20. julija leta 2024, praznuje Pija svoj 8. rojstni dan. Draga Pija, vse najboljše in najlepše za tvoj rojstni dan. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici presenečenja za Pijo z naslovom Mala vila in čarobna želja. Nekega sončnega jutra so se na jasi sredi gozda zbrale vilinske prijateljice. Kmalu bo napočil kresni dan, je rekla vila praprotnica. Rojstni dan naše vilinske kraljice. Kaj naj ji podarimo? Kaj pa, če bi podarile čarobno željo? Je predlagala vila Kapljica. Uporabijo lahko, kakor se ji zahoče. Vile so za mahom staknile paličice in pričarale resnično veliko in čudovito željo. Le vila Angelika je bila premlada, da bi lahko pomagala. Ona si še ni prislužila čarobne paličice. Ko je bila čarobna želja nared, so vile iz pajčje svile in rožnatih lističev stkale ljubko mrežo, kateri naj bi željo prenesle h kraljici. Vila Angelika, je prijazno rekla vila praprotnica, zdaj lahko pomagaš. Bi nesla naše darilo vilinski kraljici? Angelika je poletela proti kraljičini palači, kolikor hitro so je nesla krilca. A ni še dolgo letela, ko je do nje prileptel žalosten glasek. Ozrla se je k tlom. Na skali sredi lesketajočega se potočka je sedela žabica. Raga! Joj, prejoj, je zakvakala žabica. Raga, želim si, da bi lahko skakala, tako kot skačejo moji bratci in se jim pridružila pri igri. Raga. Angeliki se je žabica zasmilila. Gotovo ne bo nič narobe, če porabi le trohico čarobne želje in ji pomaga, kaj ne? Že čez nekaj trenutkov je žabica skakljala naokrog z drugimi člani svoje družine in njenemu žabjemu veselju ni bilo ne konca, ne kraja. Vila Angelika se je nasmehnila in odletela dalje. Pod njo so izginjali travniki in jezera, mala vila pa je letela in letela. Sonce na nebu se je povzpelo višje in ogrelo njena krilca.
Kmalu je zagledala ogromno zlato pšenično polje in znova je zaslišala žalosten glasek. Pri mojih brčicah, je zacvilila drobna miška. Želim si najti pot domov, le zakaj sem zatavala tako daleč? Angeliki se je miška zasmilila. Hotela je pomagati, vendar je vedela, da mora še pred nočjo doseči palačo vilinske kraljice. Gotovo ne bo nič narobe, če porabi še trohico čarobne želje in ji pomaga, kaj ne? Že čez nekaj trenutkov je miška švignila v svoje gnezdo in njenemu mišjemu veselju ni bilo ne konca, ne kraja. Vila Angelika je pomahala in odletela dalje. Sonce je že drselo z neba, ko je Angelika prispela v začarani gozd, kjer je domovala vilinska kraljica. V trenutku, ko je dosegla drevesa, je mala vila znova zaslišala žalosten glasek. Joj, kako hudo, je zaskovikala puhasta sovica, ki je sedela na tleh pod drevesom. Želim si, da ne bi poskušala prezgodaj odleteti iz gnezda. Kako naj se zdaj vrnem domov? Angeliki se je sovica zasmilila. Nikoli ne bo uspelo splezati do votline v drevesnem deblu, kjer je prebivala. Gotovo ne bo nič narobe, če še zadnjič uporabi trohico čarobne želje in ji pomaga, kaj ne? Že čez nekaj trenutkov je sovica čepela pred vrati svojega doma in njenemu sovjemu veselju ni bilo ne konca, ne kraja. Vila Angelika se je poslovila in odhitela dalje. Dnevna svetloba je začela bledeti. Angelika je dvignila žarečo željo, da bi ji ta pokazala pot. Zdaj se je želja zdela manjša in šibkejša. Preden bi se mala vila uspela spomniti, kaj naj naredi, se je že znašla pred vhodom v vilinsko palačo, kjer jo je pričakala sama kraljica. Angelika se je priklonila. Vaše čarobno visočanstvo, je začela, a namesto pripravljenih besed je iz nje privela zgodba o tem, kako je uporabila čarobno željo. Le s težavo se je opogumila in dvignila pogled, toda njene skrbi so bile odveč. Kraljica se je smejala. Draga moja, je rekla kraljica, tvoja dobrota je zame najboljše darilo. In zdaj je prišel čas, da se izpolni tudi tvoja želja. S temi besedami je mali vili podala čudovito paličico. Angelika je končno postala prava odrasla vila. Z nasmehom se je zahvalila kraljici, zamahnila s paličico ter izrekla željo, ki jo je ponesla nazaj domov, in njenemu vilinskemu veselju ni bilo ne konca, ne kraja. Čudovita pravljica, kaj ne? Vila Angelika je brez pomisleka priskočila na pomoč živalim. Bravo, vila, za dobrosrčnost in dobroto. In kot pravi pregovor, dobro se z dobrim vrača, se je tudi vili Angelika izpolnila njena srčna želja. Pija, verjamem, da ti bo današnje rojstnodnevno presenečenje ostalo v lepem spominu in upam, da se je tudi tebi uresničila kakšna želja. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici z naslovom Smrdolin, v kateri boste spoznali prikupnega dihurčka, ki je osamljeni čarovnici pokazal, da je življenje v družbi mnogo lepše od samotnega življenja. Prijeten pozdrav Piji, ter pa seveda vsem, ki tako radi prisluhnete pravljičnemu svetu v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte, bodite prijazni in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Čudovita pravljica. Izvoli, vila.
paličica je pa zdaj zate.